otvoritvi razstave. Tako da, kot sem rekel že, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Za uvod nam bo Franci Vegel zaigral eno poskočno melodijo, bomo pa nadaljevali. Izvoli, Franci. Hvala. Društvo za oživitev mesta Brežice, katero predsednico zastopa namreč obolela Anita Ratkovič, Alenka Černelič-Krošelj, in tako da bi jo prosil sedaj, da nam ona razkrije svoje misli o razstavi, fotografijah, tudi mogoče še kaj drugega. Tako da Alenka, prosim. Spoštovani, spoštovane, jaz bom kar malo glasneje govorila, naš predsednik fotokluba Davor Lipaj je vedno tako bolj skromen, jaz pa nisem, tako da se zahvaljujem za to besedo. Naši društvi nekako v določenih trenutkih hodita skupaj, tudi zaradi ljudi, ki ju povezujeta. Se pravi, eden izmed njih je zagotovo naš dragi Vinko Šebrek, ki je član tako enega kot drugega društva in ki se je nekako tam po letu 2010 pojavil, bom rekla, ker je ves čas prisoten v Brežicah z razstavami pod okriljem najprej našega društva. Nas zelo veseli, da ponovno v Brežicah deluje tudi ta fotografski izrazni del, ker vemo, da še malo pa bo že 200 let, odkar je bila fotografija izumljena, predstavljena javnosti in v bistvu takrat, še posebej pa nas zagotovo spremlja zadnjih vsaj 50 let, pa potem z vso tehnologijo, ki jo imamo v zadnjih desetletjih, pa nasploh. Zato je še toliko bolj pomembno, da fotografijo poznamo tudi kot del likovnega obzorja in pa seveda tudi likovnega izražanja. Kajti to, da mi samo malo našimi fotoaparati fotografiramo in se nam zdi vse zelo fino in fajn, da je v bistvu tisto, bi rekli, najbolj osnovno. Ko pa seveda imamo pred sabo odlične razstave, skrbno izbrane fotografije, pa verjamem, da vsi dobro razumemo, kaj fotografija je. Fotografija je zagotovo del likovne umetnosti, je zagotovo del, ki lahko pokaže veliko več, kot pa samo en določen ujet trenutek, ki je pač ujet z aparaturami, ki so nam danes na voljo. Tako da jaz vam veliko srečen veselje, da v bistvu predstavljam Vinkovo delo že tretjič in da ta zadnja razstava, ki je bila v tistem koronskem času 2020, ko smo si nekako čakali celo leto, ali se nam bojo, ali bo kako drugačen, potem smo se eno, spet decembra, december Vinko je nekak mesec, za vas, je tako. Decembra postavili niso razstavo Ljudje in konji v tej avli, pripravili tudi spletni katalog, naredili tudi takrat spletno otvoritev s pomočjo Davorja in potem to predali javnosti. Želeli smo takrat tudi praznovati 80-letnico našega dragega prijatelja in odličnega fotografa, ampak nič hudega, bo pa danes, vse to zraven, je tako. Tudi takrat nam to ni uspelo, potem v začetku leta 2021. No, sem pa zelo vesela, ko je prišla ta pobuda, da bi del te razstave, ki je neke vrste retrospektiva, ne celovita, ampak tako en delček retrospektive po potovanju v Romuniji in na Hrvaškem prišla tudi k nam v Brežice. Zdaj, Vinkota poznate vsi dobro, nekateri bolje, drugi manj. Veste, da je vedno vesel, nasmejan človek,
da je vedno pozitiven, meni je to nekaj najlepšega v teh časih, ko vedno nekdo nekaj hoče. On v bistvu vedno nam želi nekaj dati, no, tako bom rekla. In tako je tudi pri tej razstavi, daje nam svoj pogled, ki ga je usmerjal na svojih potovanjih. Rekel mi je, da je potoval zato, ker pač je bil veselje do potovanja in da si je včasih tudi rekel, da ne bo ta potovanja gledal tako fotografsko, ampak mu seveda to ni uspelo. In potem je vedno v vseh tistih podobah, ki so bile okrog njega, našel tudi motive, ki jih je želel trajno ohraniti, ki jih je izbral, katerim je potem mestoma dodajal tudi to svojo tehnično znanje oziroma nekateri deli so tudi malo popravljeni, boste videli, ampak v teh fotografijah, ki so danes na ogled, je tega manj. Tisti, ki poznate njegovo delo, poznate ta njegov širok spekter njegovega ustvarjanja, zelo raznolike fotografije ustvarja, zelo raznoliko pogleda na ta svet skozi to tretje oko. No, tukaj je izbor teh 36 fotografij, ki so v glavnem iz njegovih različnih raznovrstnih potovanj. Mogoče mene preseneča, da je toliko malo ljudi izbral, ampak nič hudega, tak je bil koncept. Čeprav so ljudje ves čas izjemno pomembni. Zanj so pomembna prijateljstva, zanj so pomembna ta pozitivna čustva in mislim, da tudi na fotografijah nekako to čutimo. Čeprav mogoče pri arhitekturi, pa potem še s temi dodanimi elementi svetlobe ali pa barve, včasih čutimo tudi en del tesnobe, saj jaz bi tako rekla, da opozarja tudi mogoče na tisto, kar propada, mineva, kar na nek način nam daje recimo tudi eno občutenje naše majhnosti in velikosti tega, kar pa smo ustvarili. Arhitektura je en tak odraz tega, kaj se je človek sposoben narediti, pa hkrati potem, če se postavimo v njo, tudi ugotovimo, kako nam naš čas mineva in kako smo mi majhni v tem. Tako da jaz verjamem, da boste našli vse te nadrobnosti, katerim se on res posveča, zelo skrbno izbere kader, oziroma kako, kaj ga zanima, skrbno potem tudi vse to uredi, dodela, skrbno nekako včasih tudi doda naslov, včasih pusti naslov samo zato, da pač vemo, zakaj gre, tako da nam prepušča veliko možnosti za razmišljanje, lahko pa seveda samo rečemo, kaj je lepo, kaj ni lepo, ampak umetnost je namenjena tudi temu, da nas spodbudi, da malo drugače mislimo, da malo drugače pogledamo na svet, da nas recimo obisk takšne razstave tudi malo spremeni. In jaz sem vesela, da to sodelovanje z gospodom Vinkom mene vedno malo spremeni, mi doda več znanja, mi polepša kakšen dan in res hvala za to. Vam pa želim samo še, da boste uživali, da boste našli te nadrobnosti, da boste našli v fotografijah tisto, kar bo vam polepšalo ta večer. In seveda, da se še večkrat vrnete, če imate kakšne opravke, pa še postojite ob teh fotografijah ali pa še koga povabite. Mi smo napovedali, da bo razstava odprta do konca decembra, mogoče še kaj podaljšamo, ampak v vsakem primeru razstava je zdaj tukaj na voljo, je pred vami, je pred nami, verjamem, da boste uživali. Jaz bom pa zdaj v imenu vseh vas objela, ne bom imel, lahko dve objavljati, ampak zdaj si bom to jaz to tako vzela. Bom objela Vinkota in se mu zahvalila, ker sem lahko ponovno govorila o njegovem izjemnem delu. Hvala Alenki v imenu Društva za oživitev mesta Brežice. Seveda, kot rečeno, on je tudi član fotokluba, kateremu se imamo tudi Vinkotu namreč zahvaliti. On je veliko ena taka eminenca pri nas, ena tak starost, pravzaprav človek z največ izkušnjami in potem, ko smo kdaj včasih v dvomih, pa pri izboru, pri žiriranju, takrat ima Vinko tisto med zadnjimi besedo, kot bi rekel,
ni nekak primerno, no, zdaj glih strica v zadnji, ampak taka, bomo rekli, prava taka evidenca fotografska, ne. Tako da me tudi z tega mesta zelo veseli, da se je Vinko odločil ponovno za svojo samostojno razstavo, tudi v okviru našega društva. Mislim, da je mogoče tudi našim katerim članom dal mogoče še kak namig, da se bo še kdo odločil. Dolgo ne bom govoril, ker je že Alenka precej povedala, bo pa Franci še z veseljem, mislim, da igral, Franci Pozorski. Veste, v naši občini, v Brežiški občini, v društvu deluje na različnih področjih, tudi na kulturnem področju. Seveda nam občina Brežice precej pomaga, tudi spodbujajo sodelovanje društev na skupnih projektih, tako kot je ta današnji. Kot se spodobi, tudi z veseljem najavljam podžupanja občine Brežice, gospod Mojco Švarjanič, da bo tudi ona povedala nekaj besed in seveda v zaključku tisti stavek, ki ga pričakujete, razstave odprt, ampak prosim. Pozdravljene gostje, pozdravljeni gosti tojne razstave, gospod Vinko Šebrek. Izjemno veselje mi je, da lahko danes v imenu občine Brežice pozdravim vse, ki smo se zbrali na tem čudovitem fotografskem dogodku, ki nosi tako zelo močan naslov. Tempus Ubi 3, s katerim je naš današnji avtor obeležil in strnil 65 let svojega delovanja in ustvarjanja na tem res zanimivem področju. Ob prebiranju sinopsisa tega našega res zanimivega brežiškega ustvarjalca so se mi nanizale slike, ki so me vrnile v čase, ki so bili še precej drugačni. Ko so bila drugačna naša življenja in svet okoli nas. In v 65 letih delovanja se ljudem zgodi res veliko. In ravno fotografije so tiste, ki najbolj nazorno beležijo dogodke naših življenj. Tako naše čisto osebne, kot tudi dogodke ljudi okoli nas, stvari in življenje samo. In to, kako oko našega Vinka vidi svet okoli sebe, vidimo danes tudi v tem prostoru. Irving Penn, ameriški fotograf, eden najsvetlejših fotografov 20. stoletja, je zapisal: fotografija je fizična, oprejemljiva povezava s trenutkom zgodovine, točko razodetja in umetniškega rojstva. Ne glede na temo, odlična fotografija zahteva eno temeljno stvar, da je fotograf popolnoma zavedajoč se pomembnosti dogajanja, spretno in ustrezno opremljen, da posname to sliko na mestu in v ključnem trenutku. In fotografija je resnično neke vrste vidna literatura. Ko snemaš, narediš nekaj smiselnega, zgradiš okvir, nekaj vključiš vanj, nekaj odstraniš. In dober fotograf je tisti, ki okviri okvir bolje kot vsi drugi in ki se ne zna zanesti na naključje. In tukaj vstopamo v domeno nadrealizma. In vsakič, ko vzamemo fotoaparat v roke, združujemo združljivo in nezdružljivo in rišemo življenjske metafore. Delo v ljubiteljski kulturi pa je sfera, v kateri se lahko najdemo le entuzijasti. Za ostale žal v naših vrstah ni pravega prostora. Čas, odpovedovanje, razmere, v katerih delujemo in zgodbe, ki se nam ob tem dogajajo, imajo samo en in edini rezon. Zaključni izdelek in cilj. In ko ga predamo očem publike, nas preplavi neizmerno zadovoljstvo in sreča. Tako kot jo čutimo ob današnji razstavi vsi tukaj, danes. Srečo tako strani našega avtorja, kot nas, gledalcev sami.
Vinko, najlepša hvala za vse v imenu občine Brežice in upam, da nas še kdaj razveselite s svojimi deli. Zdaj vas bom pa jaz tako objela, kot se leta. Hvala, podžupan Občine Brežice, gospod Florjanič. Videli ste dela avtorja, verjetno njega ne poznate. V tem trenutku se bo Vinko Šebrek predstavil kar se osebno. Doli, Vinko. Malo tremo. Pri teh letih imaš malo tremo. Moje dele se nije moj vnuk, malo višji od mene, moj mi pomaga v življenju tudi, tako da veste, kdo ga ni poznal. Jaz sem res malo, mogoče imam tremo kot vedno, ne vem zakaj, ali tako je v življenju. Počutim se čudovito, vesel sem, da ste prišli v tem velikem številu, da so tu v velikem številu ljudje iz seniorskega kluba Posavlja, seniorjev, s katerima sem potoval in je največ slik iz tih potovanj. Zahvalil bi se za čudovite besede, tudi sam sebe odkrival v besedah kot gospe Podopanje in gospe Alenke. Odkrival sem, a sem to jaz. Vsi mi vidimo nekimi drugimi očmi ali se nekje najdemo v nekem stičišču. Vsi iščemo, mislim, te ljudi, katere jaz poznam, s katerimi se družimo, lepo. Tako da včasih me nekdo vpraša, pa ni taka narava, ni tako lepa, je tudi umazano, tudi te obale niso takšne, kako je to. To mene ne zanima, zato ker se to umazanija lahko umakne in mi jih umaknemo iz mojih fotografij. Tako da tudi so malo, kot mi pravimo, našponene barve, da dajo tu toplino, barva daje toplino, nekako više privleče noter in je to odmik, kot je gospa Podopanja povedala o umetnosti ali te izrazne fotografije, odmik od različnosti. Znači ni ta stvar, da ne gledamo tako, kot je res, kako jo doživljamo. Tudi na tem mojih fotografijah so predvsem čustva, potem vsebina, forma, to, kaj vas zanima. Veseli me, da če vam se bo dopadla kako, pa mi povejte, že en prijatelj je že rekel, da je najde svoj, katera se njemu dopada in to je dobro, da je samo eno zbral. Znači, da je tudi v življenjskim svojim življenjem zbral eno pravo, tako da to je zelo pomembno, da ne išče več. No, jaz ne bom govoril, ponovadi moja Slavka, ki so ovako otvorite, onda ona mi od zadaj kaže kdo, ne vem kaj ne. Tako da bom jaz tudi tu okrog razstave nehal. Jaz bi se najprej hotel zahvaliti tisti, ki so me podprli in ki so mi največ pomagali pri tej moji razstavi. Razstava je praktično planirana z letnim načrtom obeh društev, čigave sem član, in so oba društva imeli skrb okrog tega, opozarjali me, zdaj bo to razstava, no, vidite, da na koncu leta je tudi napovedna neki začetek, ki bi naj bil boljši. Zahvalil bi se občini Brežice za podporo, predvsem me podpira ne samo pri tej razstavi, pri drugih, seveda prek delovanja teh dveh društev, pa bi prosil po dopanju gospod Mojco, da pride, da se zahvali. Hvala lepa še enkrat. Alenka je skozi od začetka, že od januarja začela, pa bo razstava, ne bo razstava, potem pa skozi leto, jaz sem se izmikal, koliko sem se dal, ali pri koncu leta se ni dal več izmakniti, tako da mi je lepo ona pa odšla nekam na drug konc sveta, se ne pa se nisem pa zamudil. No, nič se ni zamudil, vidim, vse je povedala, mi je vesel sem, hvala lepa Alenka za lepe besede, zato kaj besede veliko pove, posebej, ko se pove na ta način. Tudi te fotografije bodo poiskale neke druge besede. Ja bi se zahvalil za vse
kaj ste naredili. Hvala lepa. Evo, Za ženo imam in vrečko in še eno rožiko, zdaj bomo ženi rekli. Hvala lepa. Potem, ko ste vi končali. Franca poznam kot otroka. On se je hvalil, da mu je bila moja Slavka, da je bila učiteljica. Spomnil se je tudi na to, ko je praznoval, ne vem katero obletnico, bolj da ne poveš, mature, tam te konc 8. razreda, pa je povabil vse tovarišice, ali gospe, ne vem, tako da ste se dobili 20 leto, to bilo, ne? Letos ste dobilo, tako da smo rekli, pa moramo to mi njemu vrniti, da ga povabimo, da ga vidimo med njim. Franci, hvala lepa, lepo se odigral, gledali smo ga tudi Pišeca na koncertu, on vodi zbore, ne enega več, pojavlja se posod, ga spremljam preko Facebooka njega, pa ne vem kako uspe vse to narediti, pa še vozi tovornjak. Tako da, to, mislim, hvala lepo, Franci. Tebi smo dali najbolj reklamiral, čigavo je, pravi da dobro. Moje razstave, oziroma fotografiranja, ne bi bilo, če ne bi bilo moje stavke. Ona me podpira vedno in podpira, čeprav se včasih jezi, ali se največ jezi, ko smo na te potovanje, to najbolj moji dragi prijatelji iz seniori vejo, ko ona gleda naprej, ali so oni že za onebogalo, gleda, kje sem jaz. Ko vidi onda zadnjega, da že ve, da kam mora me peljati, da jih dobim, potem je zadovoljno. Pravi, a te bom čakala. Še oni grejo naprej. No, bilo tudi veliko prostora za izoslikati, vete, jaz pravim, da ne bi bilo toliko fotografij, ne bi tako potoval, zato, da ni bilo društva seniorov. Zato hvala lepa, ker ste tako številčno prišli in na taj način podpirate, tako da boste tu prepoznali tudi nekatera mesta, kjer ste bili. Jaz sem mogoče drugače doživljal, to sem zdaj tudi čutil, ko so nekateri govorili o nekih fotografijah, ko vidim, da drugače razmišljajo, bolj realno, jaz sem malo odšel, nekaj malo više. Tako da moram vse to javno povedati, čeprav vi to veste, večina za ta odnos, ja bi se Slavka tebi zahvalil, tudi so tako rožico, ono, kaj se jeziš, to je tako. Ono, kot smo navadi, kot posod, je pripravila za vas, no to bo ono povedala. Kaj bom povedala? Vse se vidi, jaz malo govorim, jaz bolj delam, moj Vinko pa samo govorim, pa se zdaj pa povejte, kdo je bolj koristen za našo državo. Jaz mislim, da tisti, ki delamo. Nekdo pa mi Mi imamo res srečo, kadar je Vinkova razstava, da je tu Slavka zraven, in nam odnese veliko skrbi za ta zelo pomemben del, ker seveda otvoritev je tudi družabna, velika zgodba, in jaz že komi čakam, se mi že trine cedijo, ampak je to zelo pomembno, res hvala, da podpirate s tem tudi naša društva, ne samo Vinka, ampak tudi nas. Tako da, evo, jaz vam pa je tukaj nekaj takega. Davor bo pa še rožico dal, to smo se res zmenili, same rožice gremo. Včasih se ga tudi reši težke. Moram povedati, kako je, zdaj pa veste kaj, 2 roži sem dobila. To je redko kdaj dobim. Ampak, ker je tukaj moj učenec
iz prvega razreda. Počastil je to našo prireditev. Sicer smo se mu zahvalili za pijačo, ampak njegova žena tudi trpi, tako kot jaz. Zato bom eno rožo, in to tisto, ki mi je moj mož podarila za tvoje. Jaz sem končal, hvala lepa še enkrat in za pozornost in za vzdušje, katere ustvarjamo vsi skupaj. Hvala lepa.